Dober večer v prostorih Slovenske matice, najstarejšega slovenskega znanstvenega in kulturnega društva. Veseli me, oziroma bom rekel, kar vse tukaj sodelujoče vedno veseli, kadar v dvorani vidimo tudi mlajšo publiko. Zaradi tega, ker najstarejše slovensko znanstveno in kulturno društvo je pogosto veljalo za nekakšen, bom rekel, nestorski svet starcev, ker niti približno nočemo biti. Zato seveda Slovenska matica zadnja leta organizira tudi natečaje za mlade. In na razglasitve rezultatov 5. filozofskega natečaja se srečujemo danes. Poleg tega Slovenska matica organizira še pesniški natečaj, ki ga nato skupaj z glasbeno matico takrat nagrade podeljujemo ob dnevu Slovenske matice 4. februarja vsako leto v dogodek oziroma točno na obletnico ustanovitve našega društva. Ker predvidevam, da marsikdo še ni bil v tej dvorani in da našega društva ne pozna, mogoče stavek 2 o njem. Slovenska matica je bila ustanovljena v 60. letih 19. stoletja kot eno osrednjih slovenskih društev, ki naj razvija in pripelje slovensko kulturo in znanost do tiste stopnje, do katere so kulturno, politično močnejši narodi pred tem že prišli. V istem desetletju pa v obdobju nekaj let so bile ustanovljene glasbena matica, ki naj razvije slovensko filharmonijo, torej dramatično društvo, ki naj pripelje slovensko kulturo do ustanovitve profesionalnega gledališča, tistega, ki ga najbolj poznamo, tudi Slovenski Sokol oziroma Južni Sokol, ki je razvijalo telesno kulturo skupaj z duševno kulturo, in Slovenska matica, katere nalogo so marsikateri videli v tem, da bo priplavila in trasirala pot Slovenski univerzi in Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, kar je nato storila v prvi polovici 20. stoletja. Zdaj nadaljujemo delo pri povezovanju slovenskih kulturnikov, tako da pravzaprav poskušamo združiti zelo različne stroke v en delujoči organizem, v katerem se srečujemo ob založniškem programu, tako da izdajamo publikacije od tistega, kar ste brali, tukaj številni tukaj filozofskih knjig, do znanstvenih, torej zgodovinarskih, literarno-zgodovinskih, umetnostno-zgodovinskih, do prirodoslovnih knjig, medicinskih knjig in tako dalje. In seveda, da na simpozijih in posvetih povezujemo strokovnjake različnih strok, to je tisti mogoče naš manko slovenski, kjer preveč nasekljane znanstvene discipline ne sodelujejo tako ena z drugo. Torej, da se vrnem k današnjemu dogodku, zaključek 5. natečaja filozofskega za mlade filozofe, katerega nam že vsega leta zapored generalno s sponzorstvom pokriva tovarna zdravil Krka, ki se moram na tem mestu zahvaliti, ker je prevzela sponzoriranje našega dela z mladimi na različnih področjih. Žal moramo opravičiti prijateljico iz Novega mesta, iz Krke, zaradi tega, ker smo pač to prireditev organizirali v tednu, ko njihova uprava že kar lepo počiva na kolektivnem dopustu. Tako, da prenašam njihove pozdrave. Poleg tega seveda sodijo, računajmo knjigo, ki ste jo prebrali, sodi v program tistega našega dela, ki nam ga pokriva Javna agencija za kulturo. Eden od večjih naših založnikov je pa tudi Javna agencija za inovacijsko in raziskovalno dejavnost, ki nam največkrat pokrije darovanje naših knjig v tujini, torej lektoratov slovenskega jezika, naša srečanja s sorodnimi društvi v tujini in pa predavanja ali simpozije, ki jih večkrat izvedemo v tej dvorani, v kateri se nahajate, ali pa seveda tudi na katerih drugih mestih. Toliko za začetek, sedaj bom besedo predal našim službam in se seveda ob tem zahvale, boste vsi sodelujoči seveda še dobili, zahvalil tudi naši komisiji,
vrli komisiji, ki jo že vrsto let od začetka vodi profesor dr. Edo Kovač, tudi član našega upravnega odbora, in enako seveda zahvala obema članicama, Sonji Weiss in Katarini Meyerhold, za prebiranje. In zdaj upam, da ste se tudi letos tako počutili, kot mi je Sonja Weissova lani rekla, da je bilo prav užitek prebirati dela mladih na tem področju. Če bo pa še kakšno vprašanje, bomo pa seveda lahko nadaljevali še na koncu ob klepetu. Najlepša hvala in želim si, da bi se dobro počutili v prostorih Slovenske matice in da po možnosti tisti, ki ste danes tukaj prvič, ne boste šli tako, kot se rečemo Slovenci zelo radi, sem bil 3-krat tam, prvič, zadnjič in nikoli več. Torej, veselim se vašega povratka. Najlepša hvala. Ja, dober dan, tudi jaz vas lepo pozdravljam v imenu Slovenske matice. Kot je povedal naš predsednik, dr. Aleš Gabrič, ki se mu zahvaljujem za pozdravni nagovor, je to že 5. filozofski natečaj za mlade in kot vedno podelitev nagrad filozofskega natečaja organiziramo v okviru naših prireditev Matica pod zvezdami, s katerimi tudi sicer predstavljamo predvsem svoje knjige v tej matični dvorani in ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije. Naj povem še to, da ta filozofski natečaj Slovenska matica organizira v sodelovanju s Slovenskim filozofskim društvom, seveda pa se tudi v imenu Slovenske matice zahvaljujem našim sofinancerjem in generalnemu pokrovitelju Krki. No, kot ste gotovo že prebrali na teh programih, ki ste jih prejeli, bomo današnji pogovorni večer in seveda glavno točko podelitev, slavnostno razglasitev in podelitev nagrad izvedli tako, da bomo najprej prisluhnili pogovoru tajnice urednice Slovenske matice, docentke dr. Ignacije Fritelj-Jarc, s prevajalko dela Marte Nussbaum, Jeza in odpuščanje, ki je bila vam lahko seveda tudi za neko podlago, ko ste pisali svoje eseje, s prevajalko magistro Katarino Meyerhold, ki je bila tudi ena izmed članic žirije. Tako da prosim, da se obedve pridružita mi tukaj na odru. Seveda pogovor bo potekal na temo Jezim se in odpuščam, kot je bil tudi naslov vaših izhodišč, ko ste pisali eseje. Spoštovane nagrajenke, spoštovani nagrajenci, prav lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu, ki vodim strokovne službe na Slovenski matici. In dobrodošli v tej imenitni dvorani, kjer lahko nas sten te dvorane opazujejo nekdanji predsedniki Slovenske matice. In to od najstarejšega prvega tukaj za mano, dr. Lovra Tomana, ki je bil, kot veste, zelo vnet domoljub, tisti, ki je prvi izobesil tudi slovensko zastavo. Zgodovina Slovenske matice je, kot smo lahko slišali že v imenu našega predsednika, dolga, pestra in zelo tudi duhovno bogata. Med mnogimi, seveda, predsedniki Slovenske matice je bil tudi Fran Levec, ki ga lahko vidite tukaj ob vhodu. Sliko je naslikal Ivan Grohar in zre nas v svoji modrini in v svoji modrosti. In nam sporoča, da je Slovenska matica tista, ki skrbi za lepoto besede, za lepoto misli. In če so lepe besede in lepe misli, bodo lepa tudi naša dejanja. Bil je tisti, ki je vzpodbudil, da je na Slovenski matici kar 10 svojih knjig objavil Ivan Cankar, saj je bil njegov profesor. To je doba, ko je na Slovenski matici cvetelo zlasti leposlovje in številne leposlovne zbirke. Zdaj pa, na današnji večer, ki je posvečen filozofiji, prehajamo v tisto obdobje, ko
ko na Slovenski matici v zelo pomembnem obsegu seveda žari, razsvetljuje našega duha tudi filozofija. Po drugi svetovni vojni leta 1946 se je začelo na Slovenski matici intenzivno izdajati prevode filozofskih klasikov. Med njimi predsokratike in Platona seveda. Pravzaprav, kot smo slišali že mnogokrat, je Platon tisti, s katerim vstopamo v filozofijo, vsaj v evropskem pomenu besede. Imamo filozofa, ki je dejal, da pravzaprav vsa evropska filozofija ni kaj drugega kot opombe k Platonu. Ampak danes ne bomo govorili o Platonu, govorili pa bomo o tistih začetkih, ko se je začela tale knjižica, ki jo danes gledate v taki podobi. To je zbirka Filozofska knjižnica. V njej so izhajali številni klasiki, kot sem rekla, od seveda Nietzscheja, pa Aristotela, Spinoze, Descarta in vseh drugih zelo pomembnih filozofov. V letu 2024 pa smo na Slovenski matici izdali prevode dela sodobnejše, novejše filozofinje Marte Nussbaum z naslovom Jeza in odpuščanje. Vesela sem bila tega, ko se je že kar pred leti, bom rekla, name obrnila prevajalka, magistra Katarina Meyerhold, s katero sva že predtem odlično sodelovali, pa vendarle zamislijo, da prevedemo tudi v naši filozofski knjižnici sodobnejšo filozofsko delo. Še zlasti zato, ker, kot sem vedela, je bila Marta Nussbaum tista, ki je pravzaprav svojo filozofsko pot nekako, ali pa vsaj bi rekla, svoja prva filozofska premišljevanja začela tam, kjer se začenja evropska filozofija. Torej v dialogu z antično, starogrško filozofijo, v dialogu zlasti s stoiki in stoično filozofijo. In zato se mi prav tu na začetku zastavlja prvo vprašanje, ki ga bomo vsi skupaj nekako povprašali, zastavili prevajalki, magistri Katarini Meyerhold, ki jo prav lepo pozdravljam. Torej, spoštovana, draga Katarina, zanima me, kako je pravzaprav pri Marti Nussbaum vidna tudi v tem delu jeza in odpuščanje, ta vpliv starogrške filozofije, vpliv dejansko tega, da se je ukvarjala s stoiško etiko in nenazadnje sta jeza in odpuščanje tudi pojma, ki sta, bi rekla, temeljna etična pojma, če jo zastavimo v okviru tega klasičnega razumevanja etike. Kako se to vidi? No, najprej lepo pozdravljeni. Moram povedati, da je Marta Nussbaum ena največjih, če ne največja živeča filozofinja na svetu. Tako da, in to je sploh prvo delo, katerokoli njeno delo prevedeno v slovenščino. Tako da to je res en tak velik dogodek tudi za slovensko filozofijo. Zdaj, glede njene povezave z antiko in stoiško mislijo, zdaj jaz se ukvarjam predvsem s filozofijo ljubezni in čustev, zato me je Marta Nussbaum tudi nagovorila, z njo se ukvarjam že kakšnih 20 leti. Prvotno smo poskušali prevesti knjigo Pretresi misli, teorije čustev, vendar je bila malo preobsežna, pa smo se potem na Martino željo, na njen predlog, smo se potem odločili za jezo in odpuščanje. Stoiki so res njen vir navdiha, zlasti kar zadeva čustev. Moram povedati, da je Marta Nussbaum ena redkih filozofin, ki govori
o vrednosti čustev v smislu, da imajo spoznavno vrednost, se pravi, da imajo spoznavno vrednost, kar črpa iz stoikov. Stoiki so bili prvi, ki so zares dokazovali, da čustva so ne zgolj neke iracionalne sile, ampak da imajo v zadnji neko logiko, da imajo v zadnji pomen, spoznavni pomen in pomen za naše življenje. Hkrati pa da so tudi v bistvu pomembna v etičnem smislu, se pravi z pravilno uporabo čustev lahko ljudje delamo tudi bolj pravično in moralno družbo. V tem smislu so ji stoiki navdih. Zdaj navdih se je v tej smeri, kot sem rekla, kolikor so čustva spoznavne, po drugi strani pa, ker so stoiki menili, da vse, kar nas navezuje na druge, ki so zunaj našega okvira oziroma našega nadzora, pa moramo to odstraniti. In ker so čustva v osnovi povezovalna, navezovalna, se pravi vedno intencionalna, pač filozofsko rečemo, se pravi nas vedno povezujemo z nekom zunaj nas in ker tega ne moremo pač obvladovati, nadzorovati ljudi in stvari zunaj nas, zaradi tega so stoiki v bistvu čustva nekako zamejili oziroma jih poskušali odstraniti iz našega življenja. Vendar Martha Nussbaum tukaj prekine z stoiki in pravi, da ona je pač izumila svojo tako imenovano neostoiško teorijo čustev, kjer pa dokazuje, da čustva so pomembna za našo dobrobit, za našo, tako temu pravi, cvetoče življenje, flourishing life. In potem v različnih knjigah dokazuje, kako so čustva pomembna, med drugim tudi v tej jezi in odpuščanju, ker vidimo, kako je recimo zlasti odpuščanje in ne jeza, pa tranzicijska jeza, kako sta pomembni za oblikovanje neke pravičnejše družbe. Ja, zdaj smo že slišali ta njen znameniti pojem tranzicijska jeza. Naslov jeza in odpuščanje sicer drugi ta pojem odpuščanja asociira morda tudi na krščansko tradicijo, seveda, pa vendarle jezo razumemo. Praktično se razjezim, najraje bi nekoga usekal, to je naše običajno razmišljanje, se razjezim, so izbruhi in tako dalje. Martha Nussbaum pa govori ravno o tem, o nekem družbenem zlu, ki ga lahko jeza poraja, zato odločno zavrača to jezo povračila kot pot povračila, nekomu bom nekaj storil nazaj, maščeval se bom in tako dalje, in tudi kot pot statusa. In uvaja ta znameniti pojem tranzicijska. Kaj pravzaprav se skriva v tem njenem razumevanju in kako nam lahko ta filozofska misel Marthe Nussbaum dejansko pomaga v praktičnem življenju. Tudi sami ste morda bili kdaj jezni in ko ste prevajali to knjigo, kaj se je dogajalo, glede na to, da ste strokovnjakinja za čustva? Ko sem prevajala to knjigo, nisem bila jezna. Bila sem vesela. Ravno zaradi tega, ker pač sem se zavedala, kako pomembno je ta, ker bo to njen pač prvi prevod v slovenščino. Tako da tukaj je bilo predvsem veliko veselja in nobene jeze povezano, niti s prevodom, niti to, da je mogoče malce zakasnjeno išla. Zdaj pa, ja, Martha Nussbaum govori o tej, bom tako rekla, v prejšnji knjigi, knjiga, se pravi, ki sem jo že omenila, Pretresi misli, tam govori o malo drugačnem pojmovanju jeze. Tam še pojmuje jezo kot nekaj, se pravi, kar ima spoznavno vrednost, zgodila se mi je krivica ali pa nekomu se je zgodila krivica. In zato moramo ukrepati, da bomo to pač krivico popravili. To je recimo v tej knjigi Pretresi misli, medtem ko v tej knjigi popolnoma opusti jezo in, kot smo rekli, predvsem iz dveh razlogov, kar ste tudi že sami omenili, ker je jeza vsebuje
to željo po povračilu, po maščevalnosti, kar lahko rodi pač nasilje in nasilje ponovno rodi nasilje in tako naprej. In gre tukaj za nek cikl. Zaradi tega pravi, da se ne strinja in pravi, da pač čustvo jeze ni dobro. Druga je pa ta pot statusa, se pravi pač, da se ljudje nekako samo zaradi tega, ker imajo nek družbeni status, jezijo na stvari, ki pravzaprav sploh niso vredne jeze, ali pa v bistvu zato, ker gre z jezo, zato da nekoga ponižamo v tem smislu. Ne. Zdaj ta njen res slavni pojem tranzicijska jeza pa govori o tem, da namesto, da bi delovali v smeri nekega povračila, poskušamo pravzaprav, ta tranzicijska jeza se izrazi kot, to je nezaslišano, moramo nekaj narediti, ampak to, kar moramo narediti, je to v bistvu smislu v prihodnje dobrobiti. Recimo ona tam da primer neke Angele, neke študentke, ki je bila pač posiljena in potem da primer njene prijateljice, ki je bila sprva jezna, ne? Ampak tisto, kar je ona ponudila kot primer tranzicijske jeze, je to, da bo ta njena prijateljica se ne bo sprahnila na tega posiljevalca in njegove bližnji, ampak bo šla do vodstva fakultete, začela ustanavljati ali pa bo ustanovila oziroma pač zaprosila, da bi fakulteta ustanovila nek krožek za pač študentke, ki so bile mogoče same pač žrtev spolnega napada ali pa njihove pač prijateljice, kjer se bodo pogovarjali o tem, kjer se bodo ozaveščale o tem, k česa lahko pride in s tem, ko se bodo ozaveščale, bodo prepričevale v prihodnosti, da bi se lahko kaj takega zgodilo. Ne? To je ta tranzicijska jeza, je nekaj usmerjeno v prihodnost, da bomo preprečili, da bi se takšne krivice lahko ponovno dogajale. Zdaj seveda jasno, tudi jaz sem bila, tako kot vsi ostali, tudi sama sem bila deležna kar precej krivic. Zdaj tisto, kar sem potem razmišljala, je moj prvi odziv je bil, ki pa je bil podoben Martinem, se pravi, pri meni se je predvsem pojavljala žalost in razočaranje, bolj kot jeza. Ampak hkrati sem se pa zavedala teh krivic. In tisto, kar sem jaz naredila, je to, da sem pač potem šla do teh, ki so mi naredili krivico. Tisto, kar pa nisem naredila, se pravi, nisem bila po tem duhu neke tranzicijske jeze, ko bi poskušala mogoče na malo večji skupini ljudi to svojo krivico pač obelodaniti in potem ljudi ozaveščati za to, da bi se lahko v prihodnosti kaj takega pač dogajalo. Tako da ja, sem bila deležna veliko krivic tudi nasilja zaradi moje spolne usmerjenosti, tako da je bilo veliko diskriminacije, ampak tisto, kar je bilo pri meni prevladujoče, se pravi, ni bila jeza, ampak je bilo pač žalost in razočaranje, bolj kot karkoli drugega. In zdaj, ko gledam nazaj, sem bila del tega LGBT gibanja, ampak mogoče pa vseeno v tem svojem osebnem vidiku bi morala bolj proaktivno delovati, kako preprečevati, ozaveščati te zadeve. No? Tako, tukaj pa moram reči, da nisem bila tako kot te tranzicijski jezi. Skratka, Marta Nussbaum izpostavlja ta družbeni angažma, širši angažma posameznika, ki nekako na ta način transformira svojo jezo v neko družbeno gibanje. Izpostavlja tudi 3 zelo velike osebnosti svetovne, vse zelo značilne v tem, da so izključno zagovarjali mirno pot, ne nasilje. To so Mahatma Gandhi, pa Martin Luther King in pa Nelson Mandela. Pa vendarle na drugi strani, glede na to, da se tudi v uvodu sama potem vendarle dotakne problema vojne, namreč medtem, ko je nastajal prevod knjige, je ruska agresija, se zgodila ruska agresija na Ukrajino in se ji najbrž ob tem vendarle zastavljajo nova vprašanja. Ali je samo ta miroljubna pot dovolj, samo družbeni angažma dovolj, ali s tem vendarle puščamo prostor
da pa drugi lahko nekaznovano zaradi tega našega umika iz jeze povračila, iz poti povračila, nekaznovano seveda lahko nadaljujejo svojo agresijo. Kako v tem kontekstu, kje vendarle v njeni knjigi še ostane prostor za upor, za odpor, če se na ta način izrazim? Ja, jaz mislim, da na tak način, kakor ga je ona v bistvu zastavila to jezo, mislim, da ni pravzaprav veliko prostora, ne? Sicer sama, res je, pač na mojo željo je tudi napisala ta predgovor, je omenila recimo Putina oziroma Rusijo kot pač primer povračilne jeze, države, ki sprejemajo pač ukrajinske begunce bolj kot v duhu tranzicije. Ampak jaz mislim, da tukaj, ne vem, mogoče je še boljši primer med Izraelom pa pač Palestinci, med Izraelci in Palestinci. Tam se mi zdi, da so res, sem danes prav posebej premišljala o tem, ali lahko dva taka naroda, ki na nek način imata tudi neke take bolj biblijske utemeljitve, povračilne jeze, oko za oko in tako naprej, če govorimo o tem bolj religioznem smislu, ampak po drugi strani so pa religiozni, kje bi lahko tukaj bilo to. Jaz mislim, da edino, kar bi na teh konkretnih primerih lahko rekli, je to, če bi imele države tako močne voditelje, kakor jih ona omenja za zgled, se pravi, recimo zelo zanimivo je, ko pove o Nelsonu Mandeli, da tudi Nelson Mandela ni pravzaprav bil sam po sebi takšen, ampak on se je izoblikoval v takšno osebnost. Tudi on prizna, da je bil kdaj jezen, ko je bil v zaporu, ampak je ravno tam bral stoike in se samega sebe v bistvu učil, kako se samo obvladovati, kako pristopati k tem v bistvu vsem krivicam razumsko, pa tudi velikodušno in tudi s humorjem, kar Marta Nussbaum vse pač poudari, da je pomembno bilo pri oblikovanju osebnosti teh velikih voditeljev. Tako da jaz mislim, kjer bi lahko bil recimo kanček upanja v omenjenih konfliktih, če bi se najdla osebnost, se pravi voditelj, ki bi na tak način pristopal s to mislijo, s to modrostjo, s to, ko bi rekla, samo notranjo disciplino, morda bi se dalo po poti, ki jo predlaga Marta Nussbaum. Ampak dokler imamo pa opravka z narodi, ki pravzaprav utemeljujejo svojo agresijo ravno na podlagi povračila in maščevalnosti, pa mislim, da zaenkrat smo na nek način, mislim, da se bo to nekako še nadaljevalo in žal, to, kar sem tudi sama v spremni besedi povedala, da je to, ta knjiga, ti misli, ti koncepti so zelo plemeniti, ampak žal nekako so bolj ideali, kakor pa realnost, in samo le redki primeri so, ki jih pač ona našteva, ki so bili sposobni velike množice ljudi angažirati za to, da so šli po tej poti, ki jo ona predlaga kot, se strinjamo, da je to prava pot, ampak žal, v večini našega življenja pa temu ni tako, tako da je pa lahko kot zgled, kot ideal, kot nekaj, po čemer se kot filozofinja ravnaš, ker si že kot osebnost tako naravnana, ker je to pač nek ideal tudi tebi, da tisti, ki pozna resnico, je tudi deluje, misli dobro in se tako tudi obnaša. No, pa smo spet pri Platonu, njegovi idealni državi in modrem filozofu, kot seveda vodji te njegove države idealne, pri resnici, pri dobrem, skratka, pri temeljnih filozofskih vprašanjih, ki si jih evropska filozofija zastavlja skoraj 2500 let.
In morda čisto za konec, verjamem, da nagrajenke in nagrajenci že nestrpno čakajo najbrž na podelitev priznanj. Govorili smo o nasilju, govorili smo o jezi, pa vendarle želijo vsem prinesti tudi sporočilo lepote, sporočilo miru v teh časih, božiča, ki se bliža in seveda praznikov. Sami ste prebirali, najbrž ne samo prevajali, ampak tudi prebirali filozofske eseje dijakov in študentov na temo jeze in odpuščanje z veseljem, kot predvidevam. In ko ste kot članica žirije in zagotovo kot prevajalka tista, ki seveda najbolj poznate vsebino dela Marte Nussbaum, prebirali te naše mlade filozofske upe, kaj bi rekli in kakšno sporočilo bi jim poslali za zaključek? Ja, jaz sem res mogoče bolj kot ostala dva člana, no, zdaj govorim zase. Jaz sem v bistvu res gledala v okviru, se pravi, jezo in odpuščanje v okviru Marte Nussbaum, se pravi, kako so pač študenti in dijaki to prebrali. Bila sem res vesela, ker so imeli toliko, po eni strani so se držali tega, po drugi strani so pa imeli svoja razmišljanja in so upletali tudi druge filozofe in filozofinje, ki jih recimo Marta ni, ki jih Marte Nussbaum ni. Tako da sem bila prav vesela, ker so še razširili njeno definicijo, ponudili še neke nove razlage. Tako da bila sem res zadovoljna, z veseljem sem prebirala. Hkrati na drugi strani je bilo pa tudi kar nekaj esejev, ki so bili že skoraj literarni, osebni. Presenečena sem bila, ker so bili nekateri dijaki, veliko dijakinj pravzaprav, kako imajo pri teh letih že tako dobro izoblikovana, ko bi rekla, pojme in razumevanja čustev, se pravi čustev jeze in odpuščanja, in potem jih še nadgrajujejo s filozofijo ali pa v bistvu neko svojo, ko bi rekla v navednicah, teorijo. Tako da bilo je zanimivo, res z zanimanjem, veseljem sem brala in lahko pa tudi povem, da smo se potem odločili za te zmagovalne dijaške in študentske eseje, za tiste eseje, ki so pravzaprav najbolj tudi uporabljali več dela Marte Nussbaum. Ja, magistra Katarina Meyerhold, iskrena hvala za vaš prevod. Dela Marte Nussbaum, jeza in odpuščanje in seveda srčna hvala za ta pogovor. Mi pa si seveda poglejmo, kateri so tisti, ki najbolje razumejo pojma jeze in odpuščanja. Hvala lepa. Sogovornicama za ta zanimiv pogovor. Upam, da tudi vam, ki ste o teh čustvih že razmišljali, ko ste pisali, podprlo še kakšne nove misli, še kakšne nove ideje, da boste lahko nadaljevali s svojimi razmišljanji. Sedaj pa seveda sledi najbolj bistveni del današnjega večera in to je seveda razglasitev nagrajencev tega natečaja in pa seveda potem podelitev nagrad. Najprej pa prosim še predsednika komisije, profesorja dr. Edvarda Kovača, za nekaj uvodnih misli, da nam nekako prikaže, kako je potekalo delo komisije. Tako da vas prosim, da se mi pridružite na odru. Potem pa bomo še malo reorganizirali tale naš oder, da bo dovolj prostora potem tudi za vse nagrajence.
Ste ugotovili, da sem filozof? Tako ne. Hvala lepa za pomoč. Kako je to čudovito, mladi dijaki, da ti nekdo suflira, kaj moraš narediti in si na tem kar ponosen, ne da bi se sramoval, ne. Vidimo, ker so pametne ženske, pametne osebe v naši družbi. Glejte, spoštovani gospod predsednik, spoštovana glavna urednica, tajnik Slovenske matice, vodstvo matice, predvsem pa dragi nagrajenci, dragi izbranci. Moram reči, da se sam nocoj pomlajam, menjal sem poklic, prej sem bil profesor filozofije, zdaj sem pa svobodni umetnik, tako se po novem reče pokoj. No, in a ni to čudovito, da nekdo, ki je filozof, bo vedno ustvarjalen, aktualen, seveda pa na drug način. In ob vas se nekako pomlajam, ne se zaradi tega, ker vas vidim, ampak ker vidim te znamenite osebnosti Slovenske matice, od njih sem se učil v šoli, gimnaziji, kot ste vi, in hkrati nekatere sem moral tudi obravnavati za maturo, da to poudarja svečanost, velik pomen prostora, ker boste vi danes nagrajeni. No, spoštovano občinstvo, dolžan sem vam pač poročilo, letošnji natečaj je že 5. po vrsti in tukaj se moram zahvaliti glavni urednici, ki je imela to izjemno idejo, da bi pa Slovenska matica morala imeti natečaj za mlade za filozofski esej. Zakaj? Namreč, kot je povedal gospod predsednik, Slovenska matica je bila v zgodovini slovenske misli, kulture spredaj ali prva. In je to prva znanstvena ustanova, ki je porodila ne samo univerzo, ampak tudi SAZU, Akademijo znanosti in umetnosti. Ampak sedaj je naša glavna urednica, sama filozofinja, ugotovila, da bomo nekaj naredili, če bomo slovensko filozofiji, če bomo pomagali vrniti se na začetek. In kot vemo, se je filozofija rojevala iz literature. In ravno ta začetek filozofije, kajti tam, kjer koncepti, pojmi odpovedo, znamenjske odpovedo, gre naprej še literatura. To nas je učil tudi veliki Heidegger. Ampak kaj je zdaj tu zanimivo? Zanimivo je, da je tukaj prvenstvena ideja, da je treba iti k mladim. Če ste tukaj drugi poklicni filozofi, se vam opravičujem, kajti mladi ste še nepokvarjeni. Se pravi, mladi, razen nekaj študentov, še ne zbirate točke, kaj mi bo to prevedlo, ampak je za samo stvar, ste ustvarjalci, ste veseli, da ustvarjate. No in naredim poklon, dobili smo 14 esejev, ampak večina je bilo dijakin in dijakov. Kaj to pomeni? Mladi svež veter, mlado srce, ki se čuje je najbolj ustvarjalno in to smo želeli pozdraviti, zato smo tudi izbrali 3 nagrajence. Za študente ne bom rekel, da so že pokvarjeni, ampak moram pa povedati, da niso upali biti več do kraja mladi, do kraja ustvarjalni. In smo rekli, tako združuje vedenje, znanost, smo bili navdušeni nad znanjem, tudi nad, bomo rekli, nad branjem sedaj pa upamo, da bo znamenita knjige, se pravi, če bo ta knjiga na filozofskem seminarju, se bodo javili in bodo gotovo dobro ocenjeni, ampak
rekel, vi mlajši ste upali biti hkrati tudi literati, osebno izpovedni in to smo hoteli nagraditi. In zopet upam, gospod predsednik, da nisem malo pretendiciozen ali preveč ambiciozen. Sem rekel, kaj pa, če se letos pa na tem tečaju resnično rojevajo mladi slovenski filozofi. No in v tem duhu sem se pogovarjal s svojimi kolegicami, gospod Katarino, gospod Sonjo, vsi smo kolegi filozofi, zato se lahko kličemo po imenu. In veste kaj, moram reči, da 5. leto sem bil najbolj sproščen. Ko smo se pogovarjali, to so tako razumno, tako sproščeno govorile, mi se rekel, sedaj mi ne bom zadregi, pred kakšnim Lakanovcem, analitičnim filozofom in drugim govoril o etiki, zelo previdno. Sem bil strašno sproščen in ko sem povedal svoje mnenje, sem rekel, to je nekaj čudovitega, kajti če sem se zmotil ali če me kaj zapeljalo, one dve bosta popravili. No in oprostite, Slovenci rečemo samo, dobro blago se samo hvali, moram se pohvaliti, da ni bilo veliko poprav. Hvala lepa, da smo se nekako ujeli v tem cenjenju literature, ustvarjalnega duha, poguma mladih in pa tudi doslednega pisanja. Takole, hvala lepa za to zaupanje. Kot ste videli, Slovenska matica je vaš kraj in upamo, da še bo vaš kraj. Sedaj pa prosim gospod Zariko, ki vodi protokol, da nadaljujemo. Hvala lepa predsednika komisije, profesorju dr. Edvardu Kovaču. No, sedaj pa sledi razglasitev nagrajencev. Kot seveda veste, je ta natečaj potekal v 2 kategorijah, v dijaški in študentski. In kot ste videli, so bile podeljene nagrade v kategoriji dijakov za vsa 3 mesta. Pa bomo najprej začeli s 3. mestom. 3. mesto v kategoriji dijakov je zasedla in nagrado prejme Zoja Ivančič za svoj esej Jezim se in odpuščam. Tako da jo prosim, da se nam pridruži tukaj na odru. In prosim gospo Katarino Majerholt, da prebere utemeljitev nagrade. Komisija se je odločila podeliti 3. nagrado v kategorijo dijakov za esej Jezim se in odpuščam, ker se je avtorica, kakor sama pove, po eni strani odločila slediti knjigi Marte Nussbaum, Jeza in odpuščanje, po drugi pa razvijati svoje lastne razmišljanja. Tako avtorica v Jezi pravi, da ni vprašanje, ali je ta dobra ali slaba, ampak če in kdaj se sploh jeziti. Ter jezo spretno prepleta med osebnim in družbenim vidikom. Tako o jezi razmišlja preko Aristotela, da se lahko jezimo ob primernih priložnostih in prek Nussbaum, da je jeza, kolikor ne vodi v maščevanje, lahko tudi boj za družbeno pravico. Kot pravi, za primer vzemimo gibanje za državljanske pravice v ZDA, ki ga je vodil Martin Luther mlajši. Čeprav so bili Afroameričani dolgo desetletja izpostavljeni diskriminaciji, rasizmu in nasilju. King ni pozival k agresivnemu maščevanju, temveč je svojo filozofijo nenasilja in odpuščanja usmerjal kolektivno jezo v miroljuben in dostojanstven boj za pravičnost. Tako lahko trdimo, da je jeza dobra, če služi kot gonilo družbenega razvoja. Torej v duhu Nussbaum avtorica prepozna
da je jeza slaba, kolikor je usmerjena v povračilno nasilje in v duhu tranzicijske jeze dobra, koliko se usmerimo na dejanja, s katerimi bomo v prihodnosti preprečevali podobne krivice. Kar avtorica predstavi kot iskanje rešitve, ki optimalno prinaša največ sreče in koristi ter minimalizira trpljenje. S tem avtorica temo jeze razširi tudi na etično področje Bentamove in Millove totalitarne filozofije ter celo na Kantov kategorični imperativ. Glede odpuščanja avtorica trdi, da ga ne smemo enačiti s pozabo in opravičanjem, ampak odpuščanje pomeni, da se zavestno odpovemo zameri ali maščevalnosti do tistega, ki nam je storil krivico. Lahko torej odpustimo v srcu, hkrati pa zahtevamo pravičnost in prevzem odgovornosti storilca za svoje dejanje. Kar jo napelje tudi na Arendt, ki osebno svobodo naveže na to, da z odpuščanjem prekinemo cikel povračilnega maščevanja in si odpremo vrata v svetlejšo prihodnost, razbremenjeno preteklosti sovraštva in zla. Ne da bi upravičevali zlodejanje. V duhu tranzicije avtorica tudi predlaga izobraževanje učencev in učenk na področju čustev s predavanji in delavnicami, ki bi spodbujale konstruktivno reševanje konfliktov. Tako bi se po njenem učenci razvili v čustveno zrele posameznike, sposobne racionalnega in odgovornega razmišljanja in empatije. Tudi odrasli učitelji in javne osebe morajo biti pri tem primeren zgled. Zaključimo lahko, da je avtorica pri predovanju jeze in odpuščanja z uporabo razuma in etike sledi na napotku Nussbaum. Ni prihodnosti brez razuma in velikodušnosti. Ali če uporabimo njen zaključek v duhu jutra mlajšega, sovraštvo ne more pregnati sovraštvo, to lahko stori le ljubezen. Nadaljuje čudovito tradicijo druge državne gimnazije iz Maribora, odkoder prihaja tudi naša glavna urednica. Drugo nagrado v kategoriji dijakov prejme Anej Okoren za svoj esej Jezim se in odpuščam, tako da ga prosim, da se nam pridruži na odru. Prosim doktor Ignacijo Frideljarc, da prebere utemeljitev nagrade. Avtor eseja takoj na začetku pove, da bo obravnaval jezo in odpuščanje zelo tesno skupaj, saj ju razume kot nerazdružljiva dvojčka. Po splošnem prepričanju jeza izraža občutek krivice, medtem ko odpuščanje prihaja iz potrebe po miru. Toda takšna schematičnost teh dveh pojmov avtorju ne ustreza. Esejist se namreč pokaže kot zelo zvest bralec filozofa Nietzscheja, pri katerem se ta dva pojma zelo prepletata. Mladi avtor z veseljem sledi svojemu učitelju in se navdušuje nad njegovimi miselnimi analizami in poglobljenimi prikazi psiholoških stanj. Seveda pa tudi nad samo ustvarjalnostjo Nietzschejevega duha, ki prikazuje nove odtenke človeškega doživljanja in mišljenja. Avtor bo svojim učiteljem tudi zavrnil misel, da je jeza nekaj naravnega in odpuščanje krepost. Lahko je namreč tudi obratno in je odpuščanje zatajevanje ustvarjalnosti, jeza pa jasnost mišljenja. Bralec z veseljem sledi esejističnemu preigravanju teh dveh pojmov, v katerem Nietzsche podeljuje dobre in slabe ocene, tako jezi kot odpuščanju. Pri tem pa sta vendarle dve stalnici. Jeza ne sme opustiti razmisleka, sicer se pogrezne v kaos, in na drugi strani
mora odpuščanje ohraniti bolečino, sicer se preda plehki ritualnosti. Brezbrižnost do bolečine še ne pomeni odpuščanja. Pravo odpuščanje je, če se nekdo z bolečino dvigne nad maščevalnostjo in zavistjo, ter tudi nad moralno nadvlado nad temi, ki so mu povzročili bolečino. V tem prepiru med jezo in odpuščanjem pa avtor vendar ugotovi, da je potrebno razmejiti nihilizem in krščanstvo. Za Nietzscheja je odpuščanje največkrat moralno sestavljena taktika, za krščanstvo pa notranja preobrazba, ki človeka popelje bliže božanskemu. Pa vendar je tudi za nemškega filozofa odpuščanje zmaga nad lastno naravo in za krščanstvo upor zoper zlo. Tako avtor upa, da bi lahko ustvaril sintezo med Nietzschejem in krščanstvom. Oba namreč gledata v prihodnost. Tudi v krščanskem pojmovanju ne gre za zavrnitev jeze, ampak za njeno preobrazbo. Se odpuščanje človeka ne izbriše iz zgodovine, ampak ga le osvobodi njene nadvlade. Zato človek, ki je odpustil, ne pozabi, ampak hodi naprej. Avtor se bo moral v kakšnem prihodnjem eseju spopasti še z vprašanjem, kaj je tisto, kar človeka vabi, da stopa naprej. Je to ustvarjalnost njegove duše ali pa milostna bližina božanskega? Nekateri francoski misleci pravijo, da je v dialogu med tema miselnima tokovoma tudi prihodnost filozofije. Vsekakor zelo zanimiv esej, ki izraža nadpovprečno razgledanost in intelektualno sposobnost razmisleka. Le pri jeziku se pozna, da avtor živi v času, ki zaradi nadvlade angleškega jezika ni naklonjen ohranjanju specifičnosti jezikov in njihove terminologije. Zato po nepotrebnem navaja v angleščini tudi avtorje, ki niso pisali v tem jeziku, uporabljajo tudi kakšne tujke in občasno celo angleške kalke. Z dosledno uporabo materinščine bi avtorjev jezik pridobil nove odtenke in s tem tudi novo prodornost. Toda že v takem stanju zasluži pozornost in drugo nagrado Slovenske matice za najboljši filozofski esej dijakov v letu 2025. Bravo. Prvo nagrado v kategoriji dijakov na letošnjem filozofskem natečaju Slovenske matice prejme Eva Vogrinec za svoj esej Jezim se in odpuščam, tako da jo vabim, da se nam pridruži na odru. Prosim članico komisije, docentko dr. Sonjo Vaj, da prebere utemeljitev nagrade. Izbrani esej vsebuje preprost, a prodoren življenjski uvid v čustvo jeze, njene vplive na človekovo osebnost in družbo. Avtorica sprejema tako dobre kot slabe strani tega temeljnega človeškega občutja. V pozitivnem smislu vidi jezo kot orodje notranje osvoboditve na intimni ravni ter popravljanja krivic na družbeni. Zlasti v osebnem življenju jo dojema kot normalen vzgib, ki človeku pomaga izraziti lastna čustva in postaviti meje, kadar je to potrebno. Jeze ne demonizira, a se po drugi strani dobro zaveda nevarnosti in njenih posledic, zlasti v primerih, ko jeza uide izpod nadzora. Zdi se, da je podlaga avtoričinega razmišljanja prav vprašanje samoobvladovanja, ki v pozitivnem smislu prinaša nadzor nad jezo in čustvi, v negativnem pa lahko privede do potlačevanja ta istih občutij
ki v primeru jeze ustvarjajo frustracije, občutke krivičnosti in nezadovoljstva, ter jezo le še stopnjujejo, v skrajnem primeru pa privedejo do izbruha nasilja. V ozadju tako prepoznamo aristotelski ideal prave mere kot podlage za moralno odličnost. Osrednji del eseja se osredotoča na iskanje smisla jeze kot občutja, ki je človeku lastno. Med drugim ga najde v prepoznavanju negativnih učinkov jeze oziroma nevarnosti ravnanja, ki izhaja iz človekovega nerazumevanja samega sebe. Posebej se dotakne tudi vprašanja važce usmerjene jeze, ki veliko pogosteje vodi v notranje rane, kakor v duhovni in osebnostni razvoj. Na tem mestu se esej obrne k motivu odpuščanja, ki za razliko od jeze ni čustvo, temveč po mnenju avtorice sodi med dejanja, ne v smislu človekovega ravnanja, temveč njegove zavestne naravnanosti oziroma odločitve, ki je usmerjena v prihodnost, iskanje rešitev in posledično v osvoboditev. Esej nas tako na ločenih mestih opozarja na osvobojevalno moč obojega, jeze in odpuščanja, vendar vsakega v svoji vlogi. Jeze kot nadzorovanega sproščanja notranje napetosti, odpuščanja pa v smislu nevtraliziranja negativnih posledic jeze, do katerih ne bi prišlo, če bi bili sposobni prvega. S tem so človeku postavljena visoka etična merila, ki temeljijo na globokem poznavanju tako lastne osebnosti kot človeške narave nasplošno. Saj avtorica poudarja, da je odnos s samim seboj prav tako pomembno negovati kot medsebojne odnose z drugim. Esej se zaključi z mislijo o zdravilni moči odpuščanja. Odlikujejo ga jasen način izražanja misli o zelo kompleksnem vidiku človekove narave. Vsebuje nekaj temeljnih psiholoških uvidov, ki so lepo uravnoteženi z osebnim razmišljanjem in filozofijo postavlja v vlogo učiteljice življenja, ki jo današnji čas prepogosto odreka. Zato si po mnenju komisije zasluži prvo nagrado. Čestitam. No, čudovito je, da prihaja Eva iz Slovenske Bistrice, se pravi, vse najlepše stvari se vendarle ne rojevajo v Ljubljani. No in sedaj smo prišli seveda do kategorije študentov. Kot ste slišali, je bilo v tej kategoriji izbora manj. Zato je tudi nagrada po mnenju komisije bila podeljena res samo najboljši avtorici tega natečaja in je zato še toliko bolj posebna. Tako da prvo nagrado v kategoriji študentov prejme Zarja Pančur za svoj esej Jezim se in odpuščam in jo vabim, da se nam pridruži. Prosim doktorico Ignacijo Frideljard, da prebere utemeljitev nagrade. Avtorica piše svoj esej osebno zavzeto in z miselno prodornostjo ter smislom za odtenke. Kot takšna se nam razkrije tudi v slovnični ženski obliki prve osebe. Takoj na začetku svojega zapisa vzpostavi vzajemnost med jezo in odpuščanjem kot med dvema življenjskima držama, ki hodita z roko v roki. Toda takoj na to pristavi, da je pri njuni razdružitvi osamljena jeza še veliko bolj nevarna, kot pa samostojno odpuščanje. Zanjo ima jeza trojen pomen. Najprej je njena vloga, da v nas prebudi zavest, kako je nekdo ravnal napačno. Takoj zatem prebuja etično čustvo, zahtevo po poravnavi ali povračilu. Sledi njena racionalizacija,
se ravnanje jeze opravičujemo z vzgojnostjo svojih reakcij. Toda kako jo omejiti, da jeza sama ne postane skrajnost in se ne pogrezne v novo nepravičnost? V tistem trenutku se odpuščanje javlja kot nekaj nujnega. Čeprav nekateri štejejo Jeana Jacquesa Rousseauja med racionaliste, je za avtorico njegovo stališče, da naj bi bili vsi ljudje po svoji naravi dobri, le preveč naivno. Ob koncu bo svoje pojmovanje odpuščanja utemeljila z mislijo na prihodnost. A hkrati avtorica zavrača moralistično mnenje, da je jeza vedno slaba. Pogosto je motor za napredek, saj se z njo kar nekajkrat lotimo sicer nedosegljivih reči. Zato zelo zrelo ugotavlja, da jeza sama na sebi ni ne dobra in ne slaba. Vse je odvisno, kam jo usmeri osebna odločitev. Če je smer pravičnost in nemaščevalnost, potem je zagotovo pozitivna. A jeza sama pravičnosti ne more vzpostaviti, potrebuje odpuščanje, s katerim se lahko pravičnost obvaruje napak in se s tem resnično uveljavi. Toda življenjske izkušnje nas učijo, da je jeza nekaj spontanega, medtem ko je odpuščanje veliko bolj zahtevno, tako miselno kot etično. Odpuščanje je namreč usmerjeno v drugemu človeku in k vsej družbi, s tem pa tudi zagotavlja prihodnost pravičnosti, ki jo je jeza hotela vzpostaviti. Avtorica eseja želi ostati sredi življenjskega utripa, zato bi ga lahko označili kot eksistencialističen spis, toda pri njej ne gre za poudarjanje lastne eksistence, ampak za obrat k drugim. S tem pa postane personalističen spis, v katerem se odpuščanje razkrije kot najvišja vrednota. Zato ni slučaj, da se avtorica prepozna v knjigi Nobelovca Desmonda Tutuja Brez odpuščanja ni prihodnosti. Vsa ta razmišljanja avtorica eseja pojasni z življenjskimi primeri. Zato je branje njenega eseja, ki je napisan v lepi in tekoči slovenščini, še posebej pristno in kaže tudi na njen literarni pripovedni dar. Zaradi vseh naštetih kvalitet se je Komisija Slovenske Matice odločila, da avtorici eseja Jezim se in odpuščam podeli prvo nagrado za najboljši študentski filozofski esej. Prav lepa hvala vsem, da ste se danes udeležili tega dogodka. S to podelitvijo nagrad zaključujemo današnji večer. Seveda ste toplo vabljeni, da še malo ostanete v naši družbi, da si nazdravimo še po uradnem zaključku dogodka. Tako da res najlepša hvala vsem, da nas spremljate, da spremljate naše delo in da se vam je zdelo pomembno, da tudi sodelujete in soustvarjate to, kar tukaj počnemo. Hvala in upam, da se vidimo še kdaj v prihodnje.